Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Ponedeljek je in v ponedeljkih mi ponavadi začnemo te naše trobezljancije, ki jim nekateri pravijo celo predavanja. Malo za šalo, malo za res. Predvsem se morate vsi zavedati, z mano vred, da če kaj dajemo in širimo upanje, dajemo si vzpodbudo, pravzaprav ne to. Dobro, tudi smernice, ne bi pa želel, da po mojem predavanju kdo ostane prestrašen. Kaj pa, da bo ful hudo. Ne bo, vse bo super, je pa res, da bo vsak izbral, ali mu bo super ali ne. Ne bo konc za vse, ker dušne naloge so različne. Ene so pa šle sem nagajati, da druge rastemo. Ene pa rastemo in bomo zrastle, medtem ko bodo one, ki so pa šle nagajati, mogle iti in se bodo vrnile nazaj, poreinkarnirane, ali pa bodo šle na kakšen drug planet. Ne vem. Mi se bomo tle, mi se prehajamo proti nesmrtnosti. O Marija Božja, kako pa to zdaj izgleda? Je pač tako, da ne umreš. Maj psi. Šment. Nič, ziher bo, vse v redu. Vse bo vse kul. Morate zaupati in sebi in drugim, predvsem psom, jaz psom zaupam, ljudem ne več, nič več, kar je bilo. Oni so svoje izpeli, oni so mi pokazali, kaj zaupanje je, kaj sem jaz zaupal iz svoje strani in kako se da zaupanje izneveriti. Pa ne gre za to, da nekdo ti pove eno skrivnost, pa jo pol daš naprej, ali pa obratno, ampak gre za to, da nekomu zaupaš, kdo si. In tvoj kdo si, ker vede v tebi tvoja dobrota, to dobroto izkoristi v svoj prid. Jaz imam teh lastnih izkušenj kar nekaj, tudi jaz sem bil v življenju ničkolikokrat razočaran. Zdaj sem pa malo manjkrat, zato ker vem, da če bom se odprl, bom razočaran. Pa ne zaradi mene, ampak zaradi okolice, zaradi toksičnosti okolice. Ta okolica okrog nas je od nekdaj bila umazana, hinavska, podla, ne vem kaj še vse. Zelo malo ljudi smo uspeli srečati, ki so se odprli. Zakaj? Ker so se tisti, ki so se odprli, so bili prizadeti, pa so se pa zaprli. In nisi več mogel nikoli do njih. En tak magic spell je uspel zračunati ta Satan med ljudmi, da v bistvu smo sami sebi delali napačen cikel. Čas je, da ta cikel mi break through, gremo skozi njega in postanemo pravi mi. Mi smo energetska bitja, v bistvu pure love, formirana v obliki mesa. In tle noter smo mi skozi reinkarnacije zgubljali pravzaprav svoj stik s pravim jaz. Ker vsako reinkarnacijo tukaj smo se mi s tem Satanom zapletali in s satanističnim pristopom znotraj ljudi. In mi smo se oddvojevali od samega sebe, zato je ta don't fit duality, se pravi, ne gre za nobeno dvojnost, ne tega hraniti dvojnosti, mi smo eno smo mi duša s telesom in eno smo zavest moja in zavest tvoja, zavest naša, smo vsi eno. Mi smo bogovi, ker mi smo kreatorji, mi nismo satani, a ne? Satan ni kreator, on je destruktor. V vseh pogledih, destruktor miru, destruktor dobre volje, destruktor naših kreacij, destruktor naših teles, našega uma, vse, kar je mogel, je ta Satan razbijal. Seveda pod pretvezo, da on dela to za nas. Sej si kar poglejte zakon o nalezljivih boleznih, ne? Da se ne bo komu kaj zgodilo, treba pač kazni pisati, pa prisilo tiščati, ne? Ne bo nič z tega zakona. Tisti, ki ne boste dovolili, ga ne boste deležni, ker imate vi izbiro in vi izberate, do kje dovolite, kje boste postavili svojo lastno mejo. Mi, ki dajemo, mi moramo postaviti mejo. Tisti, ki cuzajo, oni nimajo meje. Pohlep ne pozna meja, oni se nikoli ne bodo ustavili, kaj ne?
kaj mislite, da jim je dosti 2 milijona? Ne, še tretjega. A šte zdaj pa dosti? Ne, zdaj proti milijardi stremimo. Nikoli ni konca, ne. Ker pa denar dela denar, v bistvu več, ko imaš, bolj si bogat, ne. Jaz ne vem, kam smo mi gledali, pa mislim, da bomo v službo hodili pa z neko plačo ali pa z nekim prihodkom nekaj ustvarili. Itak bi nam Satan vse to obdavčil, pa na koncu, če črto potegnemo, smo tudi mi že prodani, naši rojstni listi so na borzah. Koncu, jaz živim sicer v hiši, ki jo je začela zidati moja stara mama, ampak sem prepričan, da ona je cement kupila, zemljo je odplačala in streho je tudi plačala. Zdaj pa imamo davek na nepremičnino. Odkud si nekdo dovolil vzeti davek še na to, ker moja stara mama je to plačala že v kamen z davkom in cegu z davkom in okno z davkom. Zdaj pa, Bog je da je večni mir, zdaj pa pokojna, pa je treba še plačati, da ona sploh lahko tam leži. Pa kam smo mi prišli, pa zemlja je naš habitat, pa zakaj ta Satan ne obračuna davka srnam, ki poginejo? Ali pa zajcem? Ne, zajce je treba pa ujeti, pa potamaniti, pa jih prodati ljudem, da bodo žrli meso. To je pa super. Kaj je takoj zaglazen? Nimam še naslova tega videa, ne znam si ga predstavljati, vem pa, da gre za razbijanje, da smo v fazi, v procesu razbijanja starih struktur. Stare strukture sem probal zdaj nekako risati, kako nelogične so in kako ne smejo obstajati, kako so idiotsko zašraufane in kako smo jih mi avtomatsko sprejeli, zdravo zagotovo, pa se je vladar rekel, da tako mora biti. In zdaj ta vladar je včasih sicer mogoče res bil nek vladar, v zdajšnjem obdobju, v času te bedne korone, pa si je lastništvo nad svetom zamislila ekipa, ki ga je hotela speljati skozi WHO, skozi zdravstveno organizacijo, kjer zdravje kučaš kolektiva zahteva določene akcije znotraj kompletnega kolektiva. Torej, če želimo preprečiti širjenje nalezljive bolezni, po kateri smrkaš, malo se uležeš za na 2 dni, ampak je treba pocepati celotno populacijo, to je ta idiotizem. Zdaj, še enkrat sem jo tudi ujel dobro foro, ko človek dobi tale, kaj s tem srčni strdek, pa nenadno smrt, pa zamašitev žil, pa jaz ne vem kaj. Tam, ko rečeš, ali je bil človek cepljen, da ali ne, rečejo, ne, to se pa ne sme vedeti zaradi tega, ker pa gre za varstvo osebnih podatkov. Ta podatek, recimo, pride v upoštev v bolj pomembnih situacijah. Naprimer, če bi človek hotel iti v trgovino ali pa na pošto, tam pa je pomembno, da se ve, ali cepljen je ali cepljen ni. Razumete globino idiotizma? Ljudje umirajo po krvnih strdkih, ki pa niso taki, ki so krvni strdki. Gre za, mislim, da, čeprav razumem, za neke vrste gel, ki se razrašča v žili. Jaz močno upam, da je procentualno število polnih bomb, se pravi cepiva, so strupena in so smrtno nevarna. Zdaj, samo vprašanje je, koliko je bilo cepiv placebo že v štartu, pa koliko je bilo pravih metkov zamenjenih s placebom. Ker mislim, da to se je formiralo v času distribucije cepiv. Mislim, da je vojska že takrat poparjela pa naredila svoje korake. Močno upam, jaz tega nisem delal, bolj kot ne upam, zakaj, ker v bistvu ljudje mi okrog mene ne padajo dol, pa so cepljeni. Nimajo nekih strašnih učinkov, razen da so ful ubogljivi, edino to, da se jim ne da nič dopovedati. To mi je edino, da ne moramo priti pri pedofiliji blizu, da ne moramo priti skupaj pri tem, da gre za globalno prevaro, in da ne moramo priti do tega, da so nas dolga leta z neba špricali in da v bistvu se vračamo na stare tednice, oni zatrjujejo. Jaz ne morem to razumeti, pa so 4 take pereče, zelo jasne teme, da se jaz ne mislim nikamor vračati. Mislim, res ne.
Bog jim požegne, da bi bilo vse v redu. Naša telesa se zdravijo sama. Če se od grafena, pa ne vem, res ne. V naravnem okolju se človeško telo zdravi samo. Z grafenom pa res ne vem. In rajš bi videl, da bi bilo vse vsem ok. Sam ne vem, zelo smo res v času precepa. Ja, in mi moramo te stare vzorce življenja razbiti. Jaz sem enkrat že rekel, to mora izgledati tako, da bi hard disk od računalnika, trdi disk vrgel ob tla, pa rekel, to je to. Ne, pa dajmo vse podatke, slike, vem, kje so mapce. Zajebi. Od zdaj naprej imamo nove Windowse, nov kompjuter, nove nastavitve, nove programe boš dobil in boš pisal nove datoteke. Starih datotek ne potrebuješ več. Ker, pazi, tle sem si, nekateri, pisali bomo novo zgodbo življenja, ja? Ampak to, kar bomo mi pisali v novi zgodbi življenja, nima veze s preteklostjo. Jo, kako da ne, če mi je pa brat umrl. Ja, drži, ampak mislim, da je neka izguba, mi jo ne moramo zafiksirati, mi ne moramo reči, da bom pa novega brata naredil. Mi moramo s tem živeti, sprejeti. Njega ni, živimo dalje. To je samo en aspekt. Mi vse, kar smo vedeli v zgodovini nazaj, odhaja. Odhaja od nas zaradi tega, ker nima veze, ker ne bomo obdavčevali hrane, ker ne bomo zastrupljali lastne vode in hrane, ker ne bomo delali norosti, ki so bile samoumevne. Ne bomo 8 ur hodili na tlako, najmanj 8. Ne bomo videli več, kako nam veljaki kradejo iz naše malhe in nam razlagajo, da smo leni, istočasno, da smo pa anticepilci pa teoretiki zarote. Ker oni delajo prav in tle ni nobene zarote. Kaj se je zgodilo? Valjda smo spoznali, da je totalna zarota in mi smo praktični prikaz zarote. In po drugi strani smo spoiler alerters, kako se že reče. Pazi, nevarnost je. Jaz nisem teoretik zarote, jaz tebe opozorim, pazi, tamle je nevarno. Ne itke, bom pa šel, pa pejt. Ko pa si imel prav. Ja, sem imel, ja, sem kad si toliko brihten, pa s svojo brihtnostjo teraj dalje, če se ti ne da nič dopovedati. Jaz sem za pomoč vsakmu, ki da malenkost tega želje po spremembi. Že to je dovolj. Sem želja po spremembi, da rečem, jaz moram tlele nekaj spremeniti. Ja, takoj sem zraven. Če pa jaz vidim, jaz bi rad nekomu dopovedal, da se bo treba nekaj spremeniti, ker če drugega ne, moramo videti, da so ljudje masovno trgovali z ljudmi in otroci, kot trgovina z organi in spolnimi sužnji. Če mi kot družba rečemo, ja, ok, pa če en je mogel jo fasati v riko, ok, veš ti faso direkt na klamfo v tem trenutku, če je to tako kar ok, ne? In mi je všeč, kot po eni strani se ljudje združujemo, ti ta pravi, po drugi strani pa narcisi ostajajo sami, brez hrane, ki so jo do zdaj dobivali od nas, ker mi pa se že zavedamo, da moramo sebe braniti pred narcisi in jim reči, dej, odbi se mi od tle Teslo požrešno, ne? Sej on pol skonta pa gre, ka vidi, da zdaj me je pa prepoznal, sej takoj neha. Niso, po en stran probajo še dopovedovati, da kaj se jaz grem, da kaj jaz čudno razmišljam o njemu. Odpiči še enkrat, sem ti rekel, že drugič, zdaj pa še tretjič, odjebi, sicer ostanem jaz, pa grem, pa sva nehala takoj. Mi smo tisti, ki postavljamo pravila igre, do zdaj so jih pa narcisi, se zastopimo. The tide is turning, pola se menjata, prvi bodo zadnji bodo prvi, spodaj bo zgoraj, zgoraj bo spodaj, ne? Zaradi tega, ker vodstvo tega planeta ne bo več v rokah narcisov, pedofilov, satanistov in še grdih lažnivcev, manipulantov, lopovov, pač vse, kar najdete grdih besed, pač ti so naši bili kao voditelji oziroma usmerjevalci v svoj tok, da smo jim mi kot kreatorji svojim
kreacijo dajali, da so oni sami ne znajo narediti, oni so rabili ljudi, ampak so rabili, da ljudje ne vejo, da v bistvu kreirajo, v bistvu jih bilo treba še z lopato po glavi točiti, ne? Tako malo. Skratka, mi razbijamo stare vzorce. Vse, kar imamo v glavi starega, se bomo morali odnaučiti, ker zgodba, ki je pred nami, nima veze s preteklostjo. Ne bo delovala na način, kot poznate preteklost. Evo, tako. Ene stvari iz preteklosti ne morejo biti popravljene. Lahko so samo sprejete. To je tisto, kar sem rekel primer. Če imaš izgubo človeka, ki ti je bil blizu, izgubo konec koncev svojega, recimo, bom rekel doma, pa izgubo nekega svojega organa, ne vem, ne moreš ga zamenjati, moraš enostavno to sprejeti in s tem živeti. Problem je to sprejeti. Ljudje, ki jim nesreča, recimo, utrga roko, ne? Zdaj on lahko reče, ja šment, zdaj pa roke nimam in zdaj moram nekako se navaditi živeti brez roke. In tak človek s to življenjskim pogledom na svet na tak način bo živel brez roke, saj ima še zmer desno, saj se da tudi s krhljčkom kaj narediti. Mogoče se da celo protezo, vse sort se da. Najhujše, ko človek reče, zdaj sem pa roko izgubil, pa 42 let, jaz sem pa brez roke. Ja, še vedno, ampak jokaš zraven in si v travmi in si A veste, kaj ćem reči? Ene stvari je treba pač sprejeti, ker se jih ne da spremeniti in nima sploh smisla jih spreminjati oziroma popravljati, ampak jih je treba acceptiti. To je tudi tisto, kar sem rekel, bodimo opazovalci, ne sodniki. Enako, ljudje ali pa situacija taka pač je in ne jih itke pa zdaj obračati na glavo. Opazuj, nauči se sam kaj iz tega, že naslednji trenutek se boš nahajal nekje drugje, ali fizično, ali pa samo mentalno in boš s tem vedenjem lahko se očuval pred nenadno nesrečo, recimo, ali pa. Razumete, dajte biti opazovalci, ne sodniki. Pustite, kaj je prav, kaj ni prav, ni na nas, karma ima te stvari. Ne biti sodniki, ker sodniki pašejo v drugo kategorijo. In ja, vsi delamo napake v življenju, takšne in drugačne, in niso napake tisto, kar nas definira, ne? Definira naš jaz tisto, kako se na te napake odzovemo in kako te napake popravimo. Zdaj sem malo kontradiktoren, prej ne moramo popravljati, ja pa moramo. Če sem se jaz v življenju zlagal ali lagal, potem moram sam pri sebi reči, ok, to je bila greška, to se tako ne dela in od zdaj dam popravek, ne lažem. Pa bravo, saj pa res, če pa ne lažem, se mi ni treba nič zapomniti, ker kar me boš vprašal, kadarkoli ti povem tako, kot vem, ker tako, kot je bilo, ne rabim zdaj razmišljati, kaj sem rekel Mojci, kaj Petri, kaj Andražu, pa kaj Gregorju. Vse te stvari, meni je vsem šmoren dogodek je bil tak in to sem si zapomnil in to je to, ne? Zato je življenje brez laži mnogo lažje. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse stvari, kot jasen dan. Saj niso moje besede, to dajte poslušati okrog sebe tudi vi. Torej nas definira to, kako se mi odzovemo na nepravilnosti, ki smo jih počeli. Zdaj nekateri počnejo nepravilnosti, celo smrtne grehe, namensko, zato so mastno plačani. Nekateri pa se pač zmotimo, da naredimo napako, greško, mislimo, da delamo prav, pa v bistvu vidimo, da nismo dovolj pomislili, pa je prav za eno stvar, za drugo pa v bistvu ni prav. V bistvu že kompliciram, vse smo razumeli, ne? Okay. Ja, smo v obdobju zdravljenja. Final breakthrough, smo v zadnjem journeyju, prehodu, potovanju k sebi, k pravemu jazu, da spoznamo, kdo v resnici smo. V resnici smo ful več kot eni zajci, ki skačemo iz leve na desno in se kregamo, ali bo ZNB sprejet, ali bomo maske dali gor, ali so nas nategnili, ali so barabe tudi ravnatelji, ali so sam
zdravniki oziroma vodje kakšnih že skupin proti nalezljivi, kaj so že bili, Logarca, pa Krekelj, pa ti drekači. Kje so zdaj? Kje oni? No, so šli malo namorčita z onim kljunaškim maškare. Jaz sem iz Cerknice, pa nas imamo maškare, maškare, koliko sem jaz v zadnjih 2 letih videl enih maškar, pa tudi to, kar smatra Satan kot samoumevno, ta LGBT, to niso več za moje pojme mentalno uravnovešeni, da se greš tako na maškarad, pa se iti pa reči, tole so moje pravice. Mislim, kad je bil pri nas za pusta rekel, jaz se bom dal butalca in želim, da imam svoje pravice. Halo, maškare so, ne? Maškare so. Pač tak dan, da so maškare. Ne more pa zdaj butalc zahtevati, ne vem, pravice, da lahko skače po sred ceste, kadar se pač njemu zdi, ne? Torej, mi smo v tej fazi zdravljenja in to je ta 2-letna korona, nas je osamila v karanteno, marsikdo je pogruntal, da ne bo šel več v službo, ker mu ne bo nihče pogojeval cepljenja ali pa testiranja, tudi jaz sem eden takih. Marsikdo je rekel, stale veza ne bo šla več naprej, ker v bistvu sem opazil, da živim z narcisom in kako se pozdravi narcisa, nikakor. Nemogoče, zato je treba se odstraniti od toksičnih ljudi. Marsikdo je vzel ruzak na ramo pa rekel, jaz grem na svojo pot. Marsikdo je končno našel svojo pravo pot, ker se je ustavil v času, ker smo divjali, bili smo podgani hrčkovi derki, zdaj smo se pa ustavljali in se ustavljamo do točke nič. Tam se popolni mir pa ponovna transformacija, se pravi, najprej mora vse umreti, da se lahko zgodi nekaj novega. In zdaj smo v tej zadnji fazi, zdaj kaj je faza, jaz ne bom nočem ne o dnevih, ne o datumih, ne o ničemer tega formata, vem pa, da smo res blizu konca, tudi ta napetost se mi zdi, da raste, nasploh zelo pozitivna napetost, da ne bo pomote. Jaz bi sem rad vas odmaknil od tega, da dajete pozornost zakonu o nalezljivih boleznih. Meni verjemite, jaz tega tudi prebral nisem. Jaz sem videl, koliko prahu se dviguje okrog tega, ker mene pač ta banana ne bo obrnila. Pa ne si zamišljajo karčijo, pa ne si lahko zamišljajo karčijo, ne bo jim uspelo, to je jelovica. In ker smo v tem obdobju zdravljenja, ne samo, da bomo potem mi, zdaj smo pa v redu, ne? Tako, kot smo mi vedeli, kaj je kao, do zdaj poznan. Ne. Zdaj prihajamo do tega, da bomo mi šele začeli rast, thrive. Se ne znam, rasteš, enostavno rasteš na vseh nivojih, ekspandiraš. Ekspandirali bomo in jih že ekspandiramo naše ume, če imamo podatek, da delujemo koliko 4 do 8% nam dela možganov, ne? Dvigujemo ta procent in že to je dosti dober podatek, da kaj bi mi z 20% naredili. Obstaja tudi en film, pozabil sem, kako mu je naslov, kjer pač se dogaja to, da neka droga je povzročila, da je neka ženska prišla do delovanja 100% možganov, kjer se je spremenila v neki, se nima veze. Skratka, naši možgani ekspandirajo, naša zavest ekspandira, naš DNK se spreminja, naša telesa fizično se spreminjajo, naše navade, bom rekel, priorities, se pravi, prioritete se spreminjajo. Pri meni že, pa z ljudmi, s katerimi vidim, da so v fazi rasti, so prioritete jasne. Da ni Atlantis, ampak je tolmunček v Soči in cel life so se ljudje pritoževali, kako tisti tolmunček mrzel, zdaj je pa najlepši. Res je, druga očala, pa je svet drugačen. Res je, tudi ta gozdiček za nami ne bi bil meni 5 let nazaj nič posebnega, zdaj mi je pa čisto fascinantno, mi je vsak žark. Sicer vidim, da se vrti, lup, ne da se mi tlele zadaj ful ukvarjati z vsebinami, pač da ni črna fleha, sem vam tole dal. Tako, 24 minut že imamo, jaz imam pa še eno zadnjo najlepšo misel spisano. Evo.
Pripadnost. Kaj je pripadnost? Človeku, partnerju, pripadnost psu, pripadnost družbi, pripadnost zemlji in pripadnost samemu sebi. Svojim moralnim, etičnim pogledom, svojim srčnim željam, svojim pravičnim pogledom na svet. Ta pripadnost, da pripadaš pravilnemu ali pa pač pripadaš satanu, tale me ne zanima, pa upam, da vas tudi ne. Se pravi, pripadnost ne zahteva od nas, da se mi spremenimo. Od nas zahteva, da postanemo to, kdor v resnici smo. Mi do zdaj sploh nismo bili mi, zato ker so nas naučili. Ti si Matej, ti si pa v glasbeno hodiš. Ja, pa si pa glasbenik. Ja, sem, ja. Je pa se tudi kaj tabornikom še tu hodi. Pa si pa tudi tabornik, pa boš pa pri tabornikih muziko delal, ne? Odlično. In tako smo mi s tem rasli čez osnovno, do končane srednje šole. Že konec osnovne šole, kot majhni, 14-15 letniki, smo se mogli odločiti, kaj pa bomo v življenju. Tam sem jaz rekel, zdaj pa v zdravstveno šolo, čeprav sem hotel biti kuhar ali pa štromar. No, pa ni bilo uslišano moji želji, ne, ker je narcis bil bolj brihten, je rekel, ne, v zdravstvo ali pa v policijo, javno službo, to rabiš. Jaz sem rekel, no, policaj ziher, ne. No, ampak, če pa si tako brihten, ne, pa grem pa za zdravstvenika, to bo kul, bom komu pomagal. No, in tle smo mi sami sebi definirali in pol so me vprašali, ti kakšno šolo pa imaš ti? Pa zdravstveno. Zdravstveni tehnik, ja, no. Halo. Pa to je samo ena izmed identitet. Veste, hočem reči, zdravstveni tehnik si, pozabljeno je bilo, da sem glasbenik in da sem tabornik, pa da imam naravo rad, nisem nobenemu povedal, da sem tudi naravoljub in tle vmes je teh, kaj jaz sem, mnogo. In drugi so nam povedali, kaj mi smo, oziroma smo na osnovi drugih mišljenj mi sami sebe identificirali. Ne? Ker pol, ko sem se ločil, sem bil pa ločen. Spet nisem bil ne tabornik, ne glasbenik, ne vse skupaj nič. Ne? Tako nekaj hočem reči, mi se moramo iz tega zdaj spremeniti, ne spremeniti, zbrisati. Ja, zbrisati, vršiti v disko tla pa reči, jaz sem več od tega. Zdaj vam bom tako rekel, te tabornike pa glasbenike, pa to sem vam že vse probal opisati, da jaz sem seštev, da sem vse to in ko sem vse to, bolj ko sem sešteval, več drobčkov sem najdel, kaj vse sem še. In ko sem kaj vse sem še najdel, se je zgodil ta YouTube kanal. In bolj ko to čas teče, bolj jaz vem, da sem še več od tega. Energija svetlobe. Energija, jaz sem rumena stvar, mavrična okrog, ker imel sem možnost eno sonce, tako podobno ujet, ga bom probal, rad bi tle gor, vam da naredil en slideshow, kako se imam, kaj počnem. Sem zahteval od mene, pa mislim, da je bož, da imamo tole, kar zdaj počnemo, bo dovolj. Skratka, jaz vem, da sem velik, ne da sem večji od koga drugega, jaz vem, da sem velik, jaz vem, da ste veliki enako tudi vi, ker sem tako velik kot vsako bitje svetlobe, a ne? Ker mi smo vsi bratje pa sestre, ni tle zdaj, jaz sem šef nad tabo, ti pa nad mano, pa tako. Te dualnosti odhajajo, tega več ne bomo mi imeli. Nočemo sploh imeti, jaz nočem, da je kdorkoli nad mano, jaz nočem nikomor biti nočem biti nad nikomer. In to je edin pravilen pogled, jaz razumem. Ja, ker tako se da šele kaj posodelovati. Ekipca, pol urce smo zašraufali, jaz mislim, da bo dosti koncentracije. Razbiti bo treba od odzadaj, poiskati samega sebe skozi neke filtre uma in potem tako, ko začne, bom rekel, umirati iz tega naslova, kdo si, kaj so ti rekli, da si, takrat začenjamo spoznavati, kdo v resnici smo. Evo. Do tja
moramo imeti dovolj samodiscipline, hrana, voda, kaj poslušate. Jaz vam probam pokazati, calm down, umirite se, čas se mora ustaviti, ker na 144 udarcev na minuto tempo glasbe vas ne bo umiril. Jasno? Jasno. Ja, vodo pite zdravo, od nature imate nastavke, hišne inštalacije. Naredite, kar čete. Dajte popaziti, kaj delate v sebe. Prav? Pa pejte se razelektriti, pa bosa noga. Še enkrat, ne pozabite piti ogromno vode. Ok? Bodite prečudovito. Ljubljeni ste, to sem pozabil, ljubljeni ste že zdaj. Vi sami sebe nimate toliko radi, kakor vas imajo bitja, ki se preko vašega srca že povezujejo in so ves čas z vami in nami. Ja? Ste že ljubljeni in že vam je odpuščeno, sam še vas se čaka, da si odpustite napakice in greške, popravite način delovanja v prihodnje in stvar je rešena. Se življenje je zelo enostavno, veste, zakomplicirali so ga satanisti in Satan kot tak. Prav? Uživajte, ponedeljek je pa sonček sije, lepo, poletje je pred vrati. Čau.